Z nami je zdaj tu Martina Ipša, ki bo pol imela neki samostojen nastop pa to. Martina, jaz ti moram nekaj povedati najprej, ne? No, povej. Veš, da sem jaz zadnjič ugotovil, da sem črn? Daj ne. Ja. Kako boš pa doma povedal? Ne vem še, jaz upam, da nihče ne bo opazil. Zakaj pa si se za to odločil? Ne vem, zbudil sem se eno jutro, pa sem si pač mislil, zakaj te ne? Jaz tu i tak, no. Si vzela veliko dozo? Veš kako? Ja. Jaz pa zdaj ne vem, ne? A veš, jaz sem bil prepričan, da je to neki virus najprej. Se razhaja. Veš, kako se zjutraj zbudiš, pa se pogledaš v ogledalo, pa veš... Ne me rukat, ko snimam, le. Ej, to pa nisem, jaz sem celi črni. Kaj si šel v tujino mogoče? Tam to razhaja bolj. A ja, ne, nisem bil. Šel sem do Ljubljane, sam ne vem zdaj, če To je dovolj. Je bilo dovolj? Ljubljančani so sumljivi. A ja? Ne jim povedati. Grem jim zdaj povedati, to ja. Dobro je. Kje je kaki Ljubljančan, da ga natepem zdaj? Čau, čau. Dober dan. Se poznamo ali ne? Ja. Kaj bo to, ko sem slavna? Stand-up komedija bo. Tako da. Zdaj sem že eno nagnala dol z odra, ker sem ego trip. V glavnem, pozdravljeni vsi mavrične osebe in vsi drugi, ki še boste. Danes je dovolj tukaj, da širimo vse to. Prvo se bi rada zahvalila vsem, ki ste danes prišli. Res, svaka vam čast. Ker preden sem prišla sem malo sledila po forumih, kaj se ljudje pogovarjajo. Pazite, naši ljudje o Prideu. Prvo so rekli, da ne bodo šli na Pride, ker ni dober program. Če bi ljudje tako razmišljali, ne bi bilo dobene revolucije. Si lahko zamislite kakšnekoli demonstracije, ali pa demonstracije študentov v Franciji. Glej, stari, jaz ne, grem, ker ne Metallica špila. Ni dovolj dober program, ne? Tudi ljudem sporočam, ne grejo v omaro, se obesijo poleg svojega starega zimskega plašča, pa ostanejo tam, ker mi grejo na živce. Ja, en aplavz za to, gremo! Zato sem toliko bolj vesela, da imam vas tukaj, ne? Vi boste me podprli, ker eni stand-up komiki, moški, so mi rekli, da sem jaz uspešna samo zaradi tega, ker sem lezba. Ne, če ste opazili, jaz sem lezba, ne? Vi ste si sicer misli, kaka strejtka. Glavnem, ne? Zaradi sem uspešna zaradi tega, ker cela LGBT scena stoji za mano, pa še kaka črka dodatna verjetno, kaki durs, dars, ne vem, vse črke, ne? To vse stoji za mano, tako lahko bi rekli, da sem si prilizala pot na vrh. Ker tako je bilo v bistvu. Jaz sem začela s stand-upom, ni mi šlo, sem se zbudila, sem rekla, nič, lezba bom, ne. Od takrat dalje mi tako gre navzgor, ne, moraš vedeti. V glavnem, ne, in jaz sem mislila, da bo v zvezi žensko biti lahko. Ne, v pizdo. V svoji zmedeni mladosti si sicer imela tipe, samo to, zdaj recimo nogometno prvenstvo, zdaj je bilo to idalen primer, ne. In jaz sedim in gledam televizijo, nogomet se začne, ne, in midva s tipom, takrat, s katerim sem pač bila, eno pivo za mene, eno pivo za njega, gledamo nogomet, vse super, nismo se rabila nič pogovarjati prvi polčas, razen sudja je peder ali kaj takega, ne. Kmalu boste opazili, da jaz ne uporabljam geji pa lezbike, ampak pedri pa lezbe, če komu ne paše, ups, to ste, sorry, gremo dalje. In potem gledamo to, je polčas, on gre na WC, prinese novo pivo, da meni ljubčka na čelo, čeprav pomislim, mislim, da on tudi bil peder, pustimo zdaj to. In potem gledamo drugi polčas, imeli smo dogovorjeno tak, če naša reprezentanca zmaga seksama, če ne zmagajo ne seksama. Hvala Bogu, da smo navijali za Slovenijo. Bilo je bore malo seksa. Si predstavljate Brazilijo ali pa Nizozemsko letos? Zdaj pa jaz gledam spet, ne, nogomet. Moja punca ne gleda nogometa, vzamem eno pivo za mene, eno pivo za njo, kao pozabim, da ona ne pije piva, ne. In gledam in hoče se tekma začeti, od enkrat slišim, oziroma čujem, pogledajte tukaj, in tisto glasbo v glavi, veste, na 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 na, in vem, da sem nekaj zajebala. Samo še ne vem kaj, in ful razmišljam, in ona me pogleda in reče, ti sploh ne veš, kateri dan je danes. V pizdo. Pol začnem razmišljati, na današnji dan smo si prvič izmenjali žvečilno.
Draga, rojstni dan, ja, obletnice, ja, vse to greš, žvačilne ne. Ali pa seks, kaj pa to? Pazi, 2 ženske v zvezi, 5 dni ima menstruacijo ena, 5 dni menstruacijo druga, to je 10 dni, ko se ne pogovarjamo. 5 dni ima PMS ena, 5 dni ima PMS druga, to je še 10 dni, ko se ne pogovarjamo. Zračunamo na hitro, ostane 11 dni, če je dober mesec, če je februar, smo že na malem, ne? Pol pa pazi, ne? Ženska, upisto, hočejo kaj povedati. V glavnem, in potem ženska, ne? Tako reče, ja, pa če ima neke osebnostne krize, ali pa pozabim školko dol spustiti na WC-ju, ne? Ker te ne moramo biti srečne, ker pa je energija uhaja po feng shuju ven not, ne? Kak si lahko srečen in seksamo 3 dni na leto? Ker se zdi malo da frustrirana, je to verjetno zato. Še o eni stvari bi govorila, ker so mi rekli, da moram biti kratka. Prej je bila tu ena poroka, zelo lepa straight poroka, enkrat se bomo mi tudi tako poročali, ne? Ja! Ja, kaj pa? Za zdaj pa se lahko registriramo. Že beseda registracija je zelo strpna, se vam ne zdi? Še posebej, ko berem zakoni, ko rečejo, da bojo registrirali pedofile letos, pa pse. Nismo v dobri družbi, ha? Pa ne, registracija zveni zelo romantično, kar predstavljajte si. Draga, bi se registrirala z mano. Potem pa se registriraš in sem ugotovila, da imaš eno pravico, to sem jaz našla, je to, da če moja ljubica zve, oziroma zboli, jaz lahko zvem, kaj je v njo narobe. Ful dobra pravica, ne? Sem razmišljala, če se moja punca registrira, pa avto se registrira, potem je moja punca kot avto. Pa dajmo primerjati. Moja punca ima airbage, take vre airbage ima, ja. Ima malo porabo na 100 km, malo kruha, malo vode, ženska srečna. Ne? Mene je že treba vzdrževati, ne? Če primerjamo to z avti, jaz sem vam kot en Hummer. Mogoče me je drago vzdrževati, ampak sem pa statusni simbol.